Ej, what's up internet? Tole je zgodba o neuspehu. Z Vinjem sva se že poleti odpravila na Kosmati vrh. To je eden izmed vrhov Ratitovca. Parkirišče na Prtovču. Potem pa greš namesto na levo, greš mimo hiš, naravnost gor. Sprva makadamska cesta se po dobrih 10 minutah prevesi v gozd. Zavijemo v gozd, levo, potem hodimo še enih 10-15 minut po gozdu, na kar se vse skupaj vzpne takole gor, mimo nekakšne struge in pridemo po približno pol ure, mogoče 35 minut, do doline Krnica oziroma Razor. Obe imeni sta v redu. Tam sva se ustavila in potem sva šla desno po ozki poti ob robu doline. Na kar sva prišla na vrh in sva šla naravnost po poti naprej. Prideva do smerokaza, planina Klom, desno. Greva naprej proti vrhu, skozi gozd, še enih 10-15 minut, tako da po približno slabi urci prideva na vrh planine Klom. Tam prideva do smerokaza, Kosmati vrh, desno 15 minut. Šla sva naravnost po cesti, potem pa gor v hrib. Hodiva 10 minut, 15 minut, nič nisva našla. Vse sva zgrešila, nobene označbe, nič. Vrneva se nazaj na planino Klom, se sprehajava tam, gledava po GPS-u, vse skozi je kazalo, da sva od Kosmatega vrha oddaljena približno 300 metrov, ampak nisva ga nikakor mogla najti. Iskala sva ga približno 1 uro, na kar sva naredila najboljšo stvar, kar se jo v takem primeru pač lahko naredi. Obrnila sva se in šla nazaj. Poanta je v tem, da se v hribih treba včasih tudi obrniti, ne pa za vsako ceno iskati hrib, na katerega si namenjen. Skratka, to je bil neuspešni pohod na Kosmati vrh na Ratitovcu. Opravila sva ga lansko poletje, več pa v nadaljevanju. To je to. Tule spodaj je planina Klom, drugače sva pa midva hotela iti čez Razor na Kosmati vrh, ampak seveda nisva našla Kosmatega vrha, ker je ful slabo označeno. V bistvu greš, to je na Ratitovcu, spodaj namesto na levo greš
na desno, začne se ena široka pot, zelo strma, veliki kamni, pa se položi, pa spet pot, ampak normalna, pa lepo greš navzgor, priješ do ene planine, tam je odcep levo ali pa desno, moraš iti desno, ker so oznake že čisto brisane. Pa greš spet gor, spet strmo, pa hodiš kar naravno za oznakami, pa priješ do ograje, jo odpreš, greš naprej in pa je smerokaz. Levo planina Klom, 15 minut, desno Kosmati vrh 15 minut. Na Kosmati vrh, če greš, pol ni nobene poti. Enostavno moraš iti na blef, pa moraš se že doma pozanimati na hribi.net, si fotografirati slike, ki so tam, a pa vsaj opiskan se gre, ker drugače se izgubiš čist. Vse zaraščen, nobene označbe, nobene poti. Midva sta lutala enih 15-20 minut, pa vse skupaj ratalo brez zveze. Ker so ograje, krave, pa ne vem kaj še vse, tako da se lahko izgubiš. Pa sva šla na planino Klom, ki je čisto zraven. Tudi zelo slabo označen, ampak pač nekako najdeš. Tako da traja približno dobro urco. Sicer je Kosmati vrh pač eden izmed vrhov Ratitovca, je pa to pot čez Razor ful bolj razgibana, pa ful lepša kakor običajna, ki gre do Krekove koče pa tam. Tako da kdor je že bil na Krekovi koči, pa na Gladkem vrhu, mu priporočam to pot, ker je ful veliko po gozdu in res čisto drugače kakor tam. Isto zahtevna, nič posebnega, dobra ulica hoje, pa je to. Ampak, kot pravim, midva z Vinjem bova šla še enkrat, ker si nisva zjutraj pogledala točno, kje se prije na Kosmati vrh. Se pravi, od table 15 minut do Kosmatega vrha naprej ni nobene označbe več, vse se izgubi, tako da lahko najdeš, ampak bi ful trajalo, tako da se je treba pozanimati zgodaj zjutraj, doma že. Ampak tudi takole po planini je dosti lepo hoditi, ker ni prevelike vročine, kakor spodaj, čeprav je ura že 12. Pa še ena prednost je, da greš čez Razor, da ful ni folka. Vse gre na levo stran proti Ratitovcu, tale desna je pa v bistvu manj obljudena, ampak kot rečen, vsaj toliko zanimiva, če ne še lepša kakor ona tam.